regijskega predizbora Popri 2021. Sem Regina Bajc, vodja nacionalnega tekmovanja Popri. Nahajam se v Primorskem tehnološkem parku, ki je glavni organizator tekmovanja Popri. Tu bi v nepandemičnih razmerah potekala razglasitev zmagovalcev regijskega predizbora za Primorsko regijo. Ker pa so razmere letos drugačne, smo pač na spletu. To šolarji, dijaki in študentje že dolgo in mojstrsko prakticirate. Želimo si, da bi se kmalu videli tudi v živo. Naj se na tem mestu v imenu organizatorjev iz srca zahvalim vsem 344 tekmovalcem, ki ste na Popri prijavili kar 134 poslovnih modelov. Da ste ob šolanju nadaljavo zmogli še toliko energije vložiti v razvoj novih idej, je neverjetno. Prihodnost je v dobrih rokah. Zato smo hvaležni in ponosni za zaupanje, ki ste ga izkazali tekmovanju Popri. Kakorkoli, tu smo, da povemo, kdo od vas se je uvrstil v finale tekmovanja Popri. Da je bila odločitev izjemno zahtevna, že veste. Izbor je že drugič potekal na regijskem nivoju. Rezultate Primorske regije bo razglasila ekipa Primorskega tehnološkega parka, za severovzhodno Slovenijo kolegi iz Saša Inkubatorja, za jugovzhodno Slovenijo partnerji iz Razvojnega centra Novo mesto in za srednjo Slovenijo ekipa Tehnološkega parka Ljubljana. Soorganizatorji tekmovanja Popri so Ministrstvo Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad, ki omogočajo regijske predizbore in zagotavljajo nagradni sklad, ki tudi letos znaša 30 000 evrov. Z nami je Irena Meterc iz Javne agencije Spirit Slovenija, ki jo lepo pozdravljam in ji dajem besedo. Zagotovo poznate naš pregovor: vztrajnost je lepa čednost. Vemo, da je včasih zelo težko, stvari ne gredo po planu, okolica nam govori, da delamo nemogoče, da nima smisla, da nam ne bo uspelo. A pri uspehu gre ravno za to, da vztrajamo tudi potem, ko so ostali obupali. Kajti le korak potem, ko so ostali obupali, se lahko pojavi rešitev tvojega izziva. Če bi Thomas Edison obupal pri 100. poskusu, ne bi nikoli razvil 1000 in več izumov. Vedno se lahko odločiš, da poskusiš še enkrat. Podjetniški začetki vsekakor niso enostavni. Na poti je ogromno ovir. Ogromno energije je treba vložiti v svojo vizijo in ja, tudi tvegati. S prijavo na tekmovanje Popri ste sprejeli tveganje, da vam morda ne uspe. A tudi ko bi radi obupali, ko vam vsi govorijo, da nima več smisla, močno verjemite le v tisto, kar si sami govorite, skrbno načrtujete in želite doseči. In tudi če prvič ne uspete, je to samo učna ura za to, da v prihodnje odpravite napake in se približate uspehu. Kako bo vaša ideja zorela in se razvijala v prihodnje, je odvisno predvsem od vas samih. Nacionalni partnerji projekta pa bomo poskrbeli, da s svojimi produkti tudi mladim stojimo ob strani na vaši podjetniški poti. Ta bo zagotovo polna uspehov, izzivov, pa tudi padcev. Vi pa le ostanite vztrajni in potrpežljivi ter gojite svojo željo po odkrivanju novega. Hvala Ireni Meterc za ta nagovor. Sedaj pa k razglasitvi. Naj poudarim, da ekip ne bomo razglasili glede na uvrstitev, ampak naključno. Vsaka uvrščena ekipa bo strani soorganizatorjev, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javne agencije Spirit Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada prejela po 500 evrov za izboljšanje poslovnega modela, s katerim se bo potegovala za zmago v finalu. Preden povemo, katere ideje so se prebile v naslednjo fazo tekmovanja, poslušamo še kratko izjavo predstavnika komisije iz Primorske regije, Alekseja Dovinška iz podjetja Rogvelo. Najprej ti želim čestitati, da si danes tukaj s svojo podjetniško idejo in predvsem zato, ker si upaš in drzneš razmišljati drugače. Drugače od večine tvojih prijateljev, sošolcev in tudi drugače od večine odraslih ljudi, ki jih poznaš. Kajti podjetniki smo znani po tem,
da vedno iščemo nekaj novega, drugačnega, inovativnega in da se s težavami, izzivi, problemi, ki jih vidimo okrog sebe, soočamo na nek drugačen, nov način. Letos ste na Popre prijavili ogromno odličnih idej in zares je bilo težko v tej množici izbrati najboljšo. Zato te naj sami rezultati tekmovanja ne skrbijo, ne demotivirajo. Ti nadaljuj to, kar si začel oziroma začela, črpaj na svoji poti znanja, čim več različnih virov uporabi in samo peli dalje to idejo, ki je morda se začela ravno na letošnjih Poprih. Čestitke in uspešno naprej na podjetniški poti. Sedaj pa vabim Tanjo Kožuh, direktorico Primorskega tehnološkega parka, da razglasi po 3 najboljše ekipe iz vsake kategorije v primorski regiji. Pozdravljeni vsi skupaj. Na ustnih predstavitvah se je v osnovnošolski kategoriji pomerilo 12 ekip. Ocenjevali so jih Urša Žorž iz podjetja Eventio, Jernej Rutar iz Sidekoma in Anja Korenč iz podjetja Impatient. Najboljše 3 ekipe so ekipa iz osnovne šole Draga Bajca Vipava. To je ekipa Bipar, ki jo sestavljajo Tisa Princes Ledinek, Vida Furlan in Rok Kopatin. Mentorirala jih je Andreja Vister. Naslednja ekipa prihaja iz osnovne šole Dobravlje. Gre za ekipo Satar, ki jo sestavljata Rok Cigoj in David Košir. Mentorirala pa jih je Tanja Krapeš. In še zadnja ekipa med osnovnošolci, ta prihaja iz osnovne šole Dornberg. S poslovno idejo Vijačnik so se v finale uvrstili mladi, ki jih zastopata Matija Lokar in Vito Vodopivec. Mentorirala pa sta jih Borut Fioreli in Tatjana Pahor. Iskrene čestitke za uvrstitev v finale in za nagrado v višini 500 evrov. Na ustnih predstavitvah se je v dijaški kategoriji pomerilo 11 ekip. Ocenjevali so jih Simon Šinigoj iz podjetja Just Fold Me, Laura Peršolja iz podjetja Hit in Aleksej Dolinšek iz podjetja Rock Velo. Najboljše 3 uvrščene ekipe med dijaki pa so ekipa, ki prihaja iz šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. To je ekipa Winner Mystery Box, ki jo sestavljajo Luka Smijanič, Nuša Dekleva, Ana Knez in Naja Jančigaj. Mentoriral jih je Matic Batagel. Naslednja ekipa prihaja iz šolskega centra Nova Gorica. To je ekipa aplikacije Alergenko, ki jo sestavljata David Čadež in Miha Lazič. Mentorirala jih je Tanja Blažič. No in še tretja ekipa med dijaki, ta pa prihaja iz gimnazije Nova Gorica. In sicer to je ekipa Pocket Lip, sestavljajo pa jo Neli Štanta, Matic Šinigoj, Hana Volk in Lovro Saksida. Iskrene čestitke vsem uvrščenim ekipam in tudi vi prejmete nagrado v višini 500 evrov. Na ustnih predstavitvah se je v študentski kategoriji pomerilo 5 ekip. Ocenjevali so jih Aljoša Pavšič iz podjetja Neptun Digital, Maja Požar Andrejašič iz podjetja Rec in Žan Menard iz podjetja Smart Optometry. Najboljše 3 ekipe so Čebelja skrivnost umetnost medu, ki jo sestavljata Sara Kranc in Maša Kalin.
Naslednja v finale uvrščena ekipa je Agriot. Sestavljata pa jo Jure Špeh in Gregor Obreza. Mentoriral ju je Tadej Zajšek, direktor podjetja Vabust. No in še tretja ekipa, to je pa ekipa Focusback, ki jo sestavljata člana Dario Uršič in Luka Jerčič. Tudi tem trem ekipam iskrene čestitke za uvrstitev v finale in za nagrado v višini 500 evrov. Bravo, čestitke tudi z moje strani. Sedaj pa se selimo na Dolenjsko in sicer v Razvojni center Novo mesto. Kaj pravi tamkajšnja komisija na letošnje poslovne modele? Z nami je Damjana Pirnar iz podjetja Go4Panda d.o.o. Vedno znova, ko sodelujem v kateremkoli podjetniškem programu, kot sem tudi te dni pri Poprih, sem presenečena nad brezmejno kreativnostjo idej, ki so jih otroci in mladostniki razvili s svojimi mentorji. Medtem ko mi odrasli v še tako dobre ideje najprej podvomimo, gre domišljija otrok prosto pot. Z oviro se ukvarjajo takrat, ko nanjo naletijo. In če je nerešljiva, je spet čas za novo idejo in za nov začetek. To je zelo dobra popotnica za resnično podjetniško okolje, ki je poleg mnogih priložnosti tudi polno pasti. Pri Poprih, ki sem jih letos poslušala že tretjič, ni nič drugače. Tudi tukaj se rojevajo neverjetne in nekatere že zelo izvedljive ideje. V letošnjih predstavitvah se je čutil vpliv trenutne korona situacije, opazila sem tudi željo po medgeneracijskem sodelovanju, seveda pa je bilo nekaj idej tudi zelo tehnoloških, če ne celo futurističnih. Vsem pa je bilo skupno to, da rešujejo aktualni izziv, kar nas lahko navdaja z optimizmom, da tudi otroci razmišljajo o idejah, s katerimi bi spremenili svet. Na bolje, seveda. Zdaj smo pa že kar pošteno radovedni, kdo so finalisti v jugovzhodni Sloveniji. Iz Razvojnega centra Novo mesto se nam oglaša direktor Franci Bratkovič, da pove, katere so v jugovzhodni Sloveniji najboljše 3 ekipe posamezne kategorije. Lep pozdrav iz Dolenjske. Na ustnih predstavitvah se je v osnovnošolski kategoriji pomerilo 11 ekip. Podjetniške ideje so poslušali in ocenjevali Damjana Pirnar iz podjetja Go4Panda, Dejan Meščič iz podjetja Tritav in samostojni podjetnik Rok Šprogar iz podjetja Precise Funnels. Najboljše 3 ekipe so Mini junaki, ki jo sestavljajo Vid Kraljič, Žak Jeglič, Katja Robek, Eva Šketelj in Sara Gorenc pod mentorstvom Mance Seničar, prihajajo iz osnovne šole Šmarjeta. Naslednja ideja je Reovitki iz osnovne šole Obrinži Kočevje, ki jo sestavljajo Markus Starc, Manca Gorše, Jan Mihelič, Miha Gornik Zemljak in Lija Grišin pod mentorstvom Petre Debelak. In še tretja ideja Playful Pets iz osnovne šole Center, ki jo razvija Lejla Strniša o pomoči mentorice Nine Volkov. Čestitke za uvrstitev v finale in nagrado v višini 500 evrov. V srednješolski kategoriji je svoje ideje predstavilo 7 ekip. Piče so ocenjevali naslednji člani komisije: Maja Vukša iz podjetja Brain Train, Ludvik Ilovar iz podjetja Tritav, Darjan Zlobec iz podjetja RTM Svetovanje in storitve. Najboljše 3 ekipe so Visus iz gimnazije Novo mesto, idejo razvijata Nik Stanojevič in Val Vidmar pod mentorstvom Janeza Korenca. Naslednja zmagovalna ideja je eterično olje iz sladkega pelina Hearty Lee, ki jo razvijata Hanna Knez in Ema Baša iz gimnazije Novo mesto
prav tako pod mentorstvom Janeza Gorenca in Simona Jeraja. In še ekipa Memo Mi, ki jo sestavljajo člani Ajda Turk, Eva Gazoda in Špela Bajec iz gimnazije Novo mesto, mentoriral jih je Janez Gorenc. Čestitamo vsem trem srednješolskim ekipam za uvrstitev v finale in nagrado v višini 500 evrov. V kategoriji študenti in mladi do 29 let je svoje ideje predstavilo 8 ekip. Predstavitve so ocenjevali naslednji člani komisije: Katja Špoljar iz podjetja Autoportret.si, Luka Mali, predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in vodja Maker Lab Ljubljana, Tomaž Čegovnik iz podjetja Tritav. Najboljše 3 ideje so: navijalec povezovalnih trakov, ki jo razvija Blaž Novšak pod mentorstvom Marjana Hočevarja iz šolskega centra Novo mesto Višje strokovne šole. Naslednja zmagovalna ideja je Mini-Z, nizki enostavni izpusti za gnojevko za manjše cisterne, ki jo razvija Marko Hlebec pod mentorstvom Angelice Hrovat iz Centra biotehnike in turizma Višje strokovne šole. In še ekipa M-Sprouts, ki jo razvija Ema Imamovič pod mentorstvom Marjana Hočevarja iz šolskega centra Novo mesto Višje strokovne šole. Čestitamo vsem trem ekipam za uvrstitev v finale in nagrado v višini 500 evrov. Bravo, zaslužite si velik virtualni aplavz in dobrodošli med finalisti Popri. Selimo se na Štajersko. Saša Inkubator, ste z nami? Naj se nam javi predstavnik vaše podjetniške komisije in pove, kako je kaj šlo na jugovzhodnem delu države z ocenjevanjem poslovnih modelov. Besedo predajam Martinu Blazinšku iz Malince. Pozdravljeni poprovci! Čestitke vsem, ki ste se prijavili na to tekmovanje in si drznili svojo idejo predstaviti strokovni komisiji in tudi širni Sloveniji. Včeraj smo v Velenju izbirali med številnimi poslovnimi idejami in na koncu izbrali tiste, ki so izkazale največji potencial in drznost in strast do podjetništva. Želimo vam obilo uspehov tudi na državnem tekmovanju. Navijamo za vas! In kdo bo zastopal barve severovzhodne slovenske regije na nacionalnem tekmovanju Popri? Rezultate bo razglasila Ana Anžej, VD direktorice Saša Inkubatorja. Lep pozdrav iz Saša Inkubatorja, regijskega partnerja za severovzhodno Slovenijo. Najprej iskrene čestitke vsem ekipam, ki ste stopile v svet podjetništva. Zmagovalce smo izbirali v 3 kategorijah, in sicer osnovna šola, srednja šola in študentje. Zmagovalci kategorije osnovna šola so Pametna maska iz osnovne šole Ormož in njeni predstavniki Lan in Anej Žalar, Filip Kirič, Tim Šoštarič in Jaka Vavpotič. Ekipa Happy Walk iz osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, ki jo predstavlja Miha Pirc. In tretja ekipa prihaja iz osnovne šole Franca Prešerna Črešnovci. Za idejo Koronamat sestavljajo pa jo Ema Novak, Lara Lutar, Ana Kovač, Veronika Kolenc in Ana Žižek.
Otroci v kategoriji srednje šole so ekipa Čajote Dobrote, ki prihaja iz gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer in panela Copot, Pametna očala za slepe, Šolski center Velenje in Saldin Beganović, ter ekipa DSTS, prav tako iz Šolskega centra Velenje in njena predstavnika Žan-Luka Artič in Jan Sajti. V kategoriji Mladi do 29 let so strokovno komisijo prepričale ekipe Marketing Manifest in Vid Hrovat, Actimatch, Matej Žnidaršič, Urban Ferčec in Anže Ferčec, ter pa ekipa GiveBuddy, ki jo predstavljajo Ožbej Golob, Gal Lindič, Bjan Klančnik in Lan Weissenbach. Vsem ekipam tekmovanja Popri želimo veliko kreativne energije, želimo vam predvsem, da uspešno dokončate svoje poslovne modele in jih izpilite do te mere, da boste ponesli svojo idejo na zmagovalni oder Poprija 2021. Čestitke tudi ekipam, ki so jih izbrali v Saša inkubatorju. Zdaj pa še skok v Ljubljano. Pozdrav v Tehnološki park Ljubljana, kjer nas že čaka predstavnica Komisije za osrednjo slovensko regijo, Urška Jež, glavna izvršna direktorica Transformation Lighthouse-a. Kako je vam šlo? Dragi poprovci, srednješolci, inovatorji, podjetniki, bodoči naši, kaj naj rečem, navdušili ste z vsem, kar ste predstavili, svojimi poslovnimi modeli, idejami vzadej, prezentacijami. Naj povem, vsi delamo startupi, to, kar smo danes videli, nismo vajeni vsak dan, tako da čestitke za odlične priprave, želim vam vso srečo naprej. Ne obupati, absolutno ne vršiti puške v koruzo, povezujte se, pomagajte si z nami, z ekosistemom, vsi smo tukaj samo zato, da bojo vaše ideje ugledale luč sveta in da boste krojili našo prihodnost, tako kot smo se veselili danes. Tako da pogumno, vztrajno, z enakim zagonom naprej in vso srečo vam želim. Zdaj pa k finalistom iz osrednje slovenske regije. Beseda je vaša, dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana. Dober dan in lepo pozdravljeni iz Tehnološkega parka Ljubljana, kjer smo res veseli in ponosni na vašo drznost, da ste se prijavili, da ste se upali, v tem, ko mnogi drugi pa tega poguma niso zbrali, vi pa ste ta korak naredili in sploh ni važno, ali greste v finale. Ta odnos, razvoj in drznost vam bo v življenju najbolj prav prišel, tako da smo res ponosni na vas. Druga stvar je, v tem procesu ste tudi veliko sodelovali in to je ena stvar, ki je v Sloveniji kritično manjka. Nekako je v Sloveniji vsak prepričan, da velike zgodbe mora narediti en sam, tako kot v filmu o nekih superherojih. Ne, to so risanke. V resnici čist vse velike zgodbe v svetu so nastale skozi sodelovanje, ko je več ljudi skupaj uspelo zgraditi dobro zgodbo. In to sodelovanje ste tudi vi pokazali. Pri nas zagovarjamo sodelovanje, drznost, rast in tehnologijo, ki danes itak preveva celo življenje. Vi ste pokazali vse štiri. Ni važno, katera komisija je koga zbrala, kdo gre v finale in kdo ne, zaradi tega, ker to, da ste se vi prijavili na tem delu, je prvi korak v uspešnost. Uspešen si, ko se zavezeš k neki poti in tudi, ko ti 100-krat ne uspe,
ne zgubiš žara v sebi in ne zgubiš volje in greš do končne zmage. Uspešen je tisti, ki zna iz neuspeha do neuspeha na koncu priti do zmage. Recimo kot zanimivost, človek, ki je naredil Angry Birds, se spomnite tistih ptičkov, ne, risanke in igrice in vse to. No, 52krat mu ni uspelo. Tolikokrat je poskusil. In ta lastnost je tista, ko je tudi vi držite skozi življenje. Vseeno, kdo pa so tisti, ki so prepričali komisijo in grejo v finale in so dobili 500 evrov? To pa so v Ligi osnovnih šol. Je prvi finalist Biopurga iz osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, to so Tajda Adrović, Flisar, Sara Udovč in Alina Učakar. Drugi finalist je tudi iz šole Albrehta in sicer je to Happy, kjer so Lambordjan, Lucija Jelenc, Ela Poljanšek in Nejc Juteršek. Tretji finalist pa je balirka za seno za male živali iz osnovne šole Dragomelj, Jean-Philippe Grat je to. Čestitka vsem trem, bilo pa vas je 6 ekip in bravo vsem 6. V Ligi srednjih šol, kjer je tekmovalo 10 ekip, je finalist Green Mill iz gimnazije Bežigrad, kjer je v ekipi bila Evelin Redžepovska, Benjamin Mehič in Tjaša Drobnič. Drugi finalist v tej ligi je Corona Alert iz elektrotehniške računalniške strokovne šole Vega v Ljubljani. To sta bila David Zindovič in Miha Morel. Tretji finalist pa je GSM sledilnik Moj kužek iz šolskega centra Škofja Loka. To sta bila Domen Oblak in Mark Kopač. V Ligi študentov oziroma mladih do 29. leta starosti pa so 3 finalisti. Odeur, to sta Tajda Tonin in Petja Škufca. Drugi finalist Lampca, Špela Pezdir, Gašper Školič in Jure Fajfar. In še tretji finalist Thrift, to so pa Rebeka Fele, Ervin Prislan in Neven Jevtič. Čestitke vsem 9, ki greste v finale in dobite nagrado 500 evrov, bi pa na tej točki še enkrat poudaril. Bravo vsem skupaj, ker ta odnos, ki ste ga pokazali z prijavo, z izdelavo idej, z prodornostjo, to je 1000krat večja nagrada kot ali finale ali 500 evrov. In če boste ta odnos držali celo življenje, boste osvojili na koncu največjo zmago izmed vseh v življenju. To je pa uspešnost. In kot takšni, da ste vse to zdaj naredili, ste vi zgled tudi nam. Ker si tudi mi velikrat česa ne upamo, si želimo, pa morda ne naredimo, vi pa ste naredili. Hvala, da ste zgled tudi nam. Veliko uspeha še naprej, lep pozdrav. Čestitke vsem finalistom še enkrat tudi z moje strani.
Ne pozabite, da bomo med 15. in 19. marcem za vas organizirali delavnice z izkušenimi mentorji z namenom izboljšanja vaših poslovnih modelov in predstavitev, tako da boste za finale in nastop pred nacionalno ocenjevalno komisijo še bolj pripravljeni. Hvala, da ste bili z nami, hvala, da tekmujete na Popri. Veselimo se finala in letošnjih popopranih idej. Vidimo se 7. aprila 2021, tudi tokrat na spletu. Adijo!